Z energetskim zakonom, ki so ga poslanci sprejeli včeraj, je država sprejela ukrepe za prehod na nefosilne vire energije, da bi zmanjšala izpuste toplogrednih plinov. Evropska unija je že leta 2005 uvedla sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, da bi spodbudila zmanjševanje škodljivih izpustov. Medtem ko odločevalci trdijo, da je sistem učinkovit, okoljevarstveniki opozarjajo, da je še vedno premalo spodbuden, ker onesnaževalcem omogoča kupovanje odpustkov v obliki emisijskih kuponov. Kolikšna je cena onesnaževanja, kako sistem deluje in komu omogoča zaslužek, je ugotavljala Irena Ulčar-Cvelbar. Za vsako tono CO2, ki jo izpustijo v ozračje, so industrijski onesnaževalci dolžni v sistem predati emisijski kupon. Ker brezplačno dobijo manj kuponov, kot znašajo njihovi izpusti, preostale kupujejo na trgu, kjer je povprečna cena kupona v zadnjih letih zrasla s 15 na več kot 38 evrov. Zlasti v zadnjih letih so cene teh emisijskih kuponov že take, da se podjetja odločajo za to, da raje vložijo sredstva v zmanjšanje lastnih emisij. Gre za strošek, ki zmanjšuje konkurenčnost, pravijo v SIJ-u, kjer so zato od leta 2007 za posodobitev proizvodnje namenili skoraj milijardo evrov. Je stimulativno. Sigurno zadeva ni bila stimulativna leta nazaj, ko se je ETS uvajal, ko so bili kuponi po 5 evrov in tako naprej. Okoljevarstveniki opozarjajo, da je kuponov na trgu preveč, saj da se podjetjem še vedno splača, da si kupujejo odpustke. Jih je pa včasih tudi premalo, ker večina člani oziroma ETS zavezancev se tik pred zdajci spomni, da zdaj morajo pa kupone predložiti in pol začnejo v bistvu množično kupovati in recimo takrat v tistih momentih ceno porine, recimo tja blizu 100 evrov. O tem, za kako velik posel gre, priča podatek, da so leta 2022 podjetja predala skoraj 3,5-krat več kuponov, kot so jih prejela brezplačno. Soglasja za trajnejši umik dela kuponov na ravni Unije za zdaj ni, obstaja pa obvod, ki tržno shemo dela malo manj tržno. Če cena gre preveč gor, potem se iz rezerve lahko se avtomatično sprostijo dodatni kuponi, kar načeloma zmanjša ceno. In obratno. Dejstvo je, da na tem ETS trgu nekateri zelo bogatijo, ravno zaradi tega, ker so zadeve zelo predvidljive, pa recimo nihanja niso tako hitra. SIJ kljub temu sam s kuponi ne trguje. V preteklosti smo delali z HSE-jem, ker pač oni so ogromen kupec teh kuponov. Število brezplačnih kuponov v sistemu se sicer vsako leto zmanjšuje, na voljo bodo predvidoma še kakih 10 let. Dober večer, gospod Boštjan Bandelj, ustanovitelj in direktor podjetja Belektron. Dober večer. Če sem jaz prav razumela, je vaše podjetje, gospod Bandelj, ene vrste slaba vest slovenskih podjetij, če sama za okolje niso naredila dovolj in vi s kuponi pomagate. No, mi smo trgovec z emisijskimi kuponi, smo globalni trgovec. 99,95% našega prometa ustvarimo na tujih trgih. V Sloveniji pa smo registrirani, poslujemo v Sloveniji pa živimo davke. Povejte, koliko pa je teh podjetij v Evropi? Ko sem jaz začel s podjetjem Belektron, to je bilo zdaj pred 15-16 leti, je bilo takšnih podjetij, ki so se začela s tem ukvarjati na stotine. Zdaj pa bi rekel, da je uspešnih podjetij bi lahko preštel na prste ene roke. Podjetij, ki so specializirane za trgovanje z emisijskimi kuponi, se pa tukaj vsakodnevno soočamo z veliko konkurenco največjih finančnih inštitucij, globalnih investicijskih bank, največjih elektroenergetskih podjetij, naftnih družb in podobno. A je to samo evropska shema ali trgujejo oziroma kupujejo te kupone tudi podjetja zunaj Evropske unije? No, Evropska unija je bila pionir na tem področju, začela je že leta 2005 in je največja globalna shema za trgovanje z emisijskimi kuponi. Je pa poleg evropske sheme zdaj veljavnih oziroma deluje že več kot 25 emisijskih shem v drugih delih sveta. Recimo ZDA imajo dve shemi, eno na vzhodni, eno na zahodni obali, Kitajska ima svojo shemo, Švica, Velika Britanija, Nova Zelandija in tako naprej. Ampak slišala smo v prispevku, eni menijo, da je tak sistem s kuponi spodbuden, okoljevarstveniki pa pravijo, preveč je teh kuponov, premalo spodbuden je ta sistem za podjetja. Oboje na nek način drži. Ta zaveza zelenega prehoda, zaveza zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
je nek dolgoročen projekt. Ne? In eni si želijo, da bi šlo to zmanjševanje emisij toplogrednih plinov hitreje, medtem ko nekateri pa svarijo, da ta prehod povzroča stroške in da bi morali biti pri tem počasnejši, bolj premišljeni in da bi morali ta prehod raztegniti na daljše časovno obdobje. Se ni Evropa zastavila nekih ciljev, do kdaj bi moral biti ta prehod končan in bi se torej tudi era tega trgovanja z emisijskimi kuponi končala? Tako je, in te cilji so izjemno ambiciozni. Emisijska shema naj bi končala z delovanjem že leta 2040, kar pomeni, da vsa podjetja, ki so vključena v shemo, morajo do takrat razogljičiti svoje poslovanje. Medtem ko ima Evropa zavez net zero do leta 2050, kar se bo razširilo na celotno družbo. Kako vi ocenjujete teh nekaj 10 slovenskih podjetij, ki so del te sheme, njihovo kondicijo, da rečem, njihovo približevanje tem evropskim ciljem? Zelo težko sodim. Podjetja pač so odgovorna svojim lastnikom. Verjamem, da se trudijo poslovati najbolj racionalno in ta trgovalna shema je namenjena ravno temu racionalnemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov skozi daljše časovno obdobje. Povejte nam, kako močen trgovec na globalnem tržišču ste. Nekje sem prebrala podatek, ampak žal ne vem, za katero leto velja. Hočem vas namreč vprašati, če ste že napol monopolist, da je bil celoten trg v evropski trgovalni shemi težek, v navednicah, 1,8 milijarde ton, vi pa ste strgovali za milijardo. Ja, bom rekel, globalni trg v lanskem letu je bil vreden približno 800 milijard evrov. Našega prometa, vključno z inštrumenti, z finančnimi inštrumenti, je približno v zadnjih letih med 10 in 15 milijard evrov letno, tako da imamo nekje med 1 in 2% globalnega trga. Na tem trgu je zelo močna konkurenca in tukaj se vsakodnevno borimo, skušamo dokazati z znanjem, z izkušnjami in z neko kredibilnostjo iz dneva v dan. Vas je kaj strah, mirno spite? Mirno spim, so pa kakšni dnevi izrazito stresni, ampak to je del našega posla. Se je družba zdaj kako drugače ozira na vas, ko ste v nekaj letih poskočili iz enega od običajnih ljudi k enemu od bolj premožnih Slovencev? Sem malo bolj medijsko prepoznan, imam pa še vedno iste prijatelje kot prej. To pa šteje, a ne? Jaz mislim, da to najbolj šteje. Hvala za gostovanje v Odmevih, drage gledalke in gledalci. To so bili Odmevi, zadnji dogodek dneva. Mirno in lahko noč tudi vam.